Kot otrok je bil živahen, vesel, hudomušen in nasmejan. Njegov smeh je bil nalezljiv. Imel je neizmerno rad naravo, domačo zemljo in živali. Najlepše otroške ure je preživel na paši. Pozneje, ko je bil že duhovnik, ga je delo pogosto popolnoma zapustilo, pa vendar je vedno našel prostor za psa, tukaj v Vinici, pa tudi za konja. Kdor ga je poznal, ve, da je bil srečen med ljudmi. Prav tako pa tudi v samoti, v tišini gozda in na kakšnem hribu. Družino je zgodaj prizadela še ena bolečina. Ko je bil Tone star 13 let, mu je umrla mama. Bil je najmlajši in njena izguba ga je močno zaznamovala. Morda je prav zato znal tako iskreno razumeti ljudi, ki jih je srečeval v njihovih preizkušnjah. Nikoli ni hitro sodil, znal je poslušati. Znal je biti ob človeku tudi takrat, ko je težko najti prave besede. Ljudje so ga imeli tudi zato radi. Povsod, kamor ga je vodila njegova pot, je sklepal prijateljstva. Ni ga zanimalo, odkot prihaja ali kako razmišlja. V vsaki osebi enako je videl človeka. Bil je odprt, preprost in dostopen. Ljudje so imeli občutek, da se je Tone vedno znal vzeti čas zanj. Ob zadnjem slovesu je eden izmed nečakov rekel: "So strici, ampak samo en je stric Tone." Res je. Tone je bil velik stric s svojim sedmim nečakom in nečakinjam. Vidno smo se veselili, ko se je Tone vračal v Ajdovec. Njegov stisk roke je bil po vsakokratnem snidenju možan iskren. Kot otroci smo se veselili tradicionalnega sekanja pirhov v velikonočnem času. Veselje pa smo sedaj predali tudi na naše otroke. Oh, kako se je naš stric Tone razveselil vseh novic o novih rojstvih v naši družini. Vedno je poudarjal pomen družine za ohranjanje slovenskega naroda in jezika. Z začetkom službovanja v Vinici je vsakoletno srečanje širše Vidovčeve družino postala tradicija, ki bo nam in našim otrokom ostala v večno spominu. Če bi nas kdo vprašal, kaj nam je bilo pri našem bratu in stricu najlepše, bi rekli, da je bil predvsem dober človek. Njegova vera se ni kazala v velikih besedah, ampak v tem, kako je živel, v njegovi ponižnosti, pripravljenosti pomagati, v spoštovanju do vsakega človeka in v iskreni ljubezni do Boga, ljudi in domovine. Za seboj ni pustil materialnega bogatstva, pustil je nekaj veliko dragocenejšega. Ljudi, ki so zaradi njega postali boljši, pomirjeni, opogumljeni. To je zapuščina, ki ostaja. Dragi naš Tone, v imenu vseh nas domačih bi se ti radi zahvalili za vse trenutke, ki smo jih smeli deliti s teboj. Hvala za tvoj smeh, za tvojo dobroto, za skromnost in za vzgled, ki si nam ga dal. Verjamemo, da si zdaj pri Bogu, ki si mu zvesto služil vse življenje. V spominu te bomo ohranili po iskrenem nasmehu in v sklikih "Oh, Ježeštana" in čast Bogu. Tone, počivaj v miru.